nehote ti zleze pod kožo, kajti ljudje se ti seveda klanjajo dobesedno, imaš določene ugodnosti od šoferja, limuzine, kamorkoli greš, te pripeljajo dobesedno v prvo vrsto, niti treba skrbeti za parkiranje, vedno zate skrbi protokol in vse to. In kako to res pogrešaš, se zaveš šele takrat, ko luči ugasnejo, ko nisi več na odru, si zopet eden od normalnih občanov, ljudi in potem ugotoviš, kako si s tem postal zasvojen. Priznam, in to se je pri meni zgodilo v slabih 5 letih. Wow, res. Kaj še ljudem, ki so tam po desetletja, ne, ki dejansko menijo, da jim država pripada. Ampak zopet je to, po moje, ta samorefleksija, to zavedanje je verjetno tudi potem del duhovnosti. Ne? Jaz to priznam, zavedam, priznam, kaj vse sem tudi narobe naredil v neki zaletavosti, marsikaj, verjetno tudi za tako imenovano pridobivanje političnih točk, kar pa pomeni s pomočjo medijev. Kolikokrat sem kaj zinil, ker ne bi smel, tako imenovani power lines, ne, to ti sama veš kot novinarka, ker sem točno vedel, sem tako naštudirane novinarje, da sem vedel, da če bom kaj sočnega povedal, recimo kaj od svojih pavlihizmov, aforizmov, da bo to naslednji dan v večini medijev in točno tako je bilo. Ampak to ni bilo vedno dobro, ne. To ni bilo vedno dobro, je kazalo na neko mojo drugo temno plat, ne.